Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali stanovanje, v katerem je lastnik osrednji prostor rezerviral za priljubljeni štirikolesnik, hišo, ki jo obdaja peščeni vrt po vzoru japonskega vrta, ter povprašali strokovnjaka za nasvete o pleskanju stanovanja. Kdor se sprehaja po eni od ulic na Viču v Ljubljani, skoraj gotovo ne bo pozoren na hišo, ki jo tako rekoč popolnoma skriva bujno rastlinje za ograjo. Stanovalci so zadovoljni, da jih zelenje ločuje od zunanjega sveta. Mi smo imeli eno redkih priložnosti, da vstopimo tako v nevsakdanje zasnovan vrt, kot v dnevni prostor, ki povezuje vrt in hišo. Tam smo bili kar dvakrat, jeseni in pozimi. Smo v eni lepi hiši, ki je obdana še z lepšim vrtom in je pravzaprav redek primer, da imamo možnost videti oboje. In za oboje je v veliki meri zaslužen gospod Sašo Ostan, arhitekt, ki se mi je pridružil, da pove, zakaj so stvari tako lepe, kot so. Kar en kup srečnih okoliščin se je moral tle srečati, da je stvar nastala taka, kot je, da je to res ena integralna rešitev, ki povezuje hišo in vrt. Da je to sicer ena relativno običajna predmestna parcela, bi se dalo reči, za eno hišo iz recentne polpretekle dobe, ki sta jo naročnika želela prenoviti. Prenoviti pa predvsem ta bivalni del, torej ta trojček, kjer se zdaj nahajamo, ali pa vsaj najprej, se pravi kuhinja kot srce hiše, jedilni prostor in bivanje, dnevna soba. In nastalo je to, kar je pač nastalo, ena lepa povezava bivalnega prostora, ki diha z naravo, to, kar je od ključnih kriterijev nekega trajnostnega sonaravnega bivanja, kar so sodobni koncepti, ki jim moraš slediti. Mi smo bili soočeni s stavbo iz poznih 80-ih let, ki je bila morda malo nerodna v funkciji, v podobi pač odraz tistega časa, etc. Torej, predvsem smo hišo predihali in naredili nove perforacije, kompozicijo te opne, ki mora vedno biti neka simbiotska opna, ki diha med zunaj in znotraj. In predvsem to, kar je največji dodatek, je pa dejansko ta steklenjak, se pravi ta na nek način prostor, ki stopi ven iz fasade in nas posadi v središče vrta, hkrati v eksterierju, torej znotraj tega zelenega izjemnega okolja, pa povezani z interierjem. In imamo hkrati pogled tudi na hišo samo nazaj. Skratka, to je en tak moment, ki je zelo zanimiv. Kako dolgo je trajala prenova? In kdaj se je recimo končalo to stanje, v katerem smo zdaj, ker ste omenili, da kakšna malenkost je še treba dodelati? Ja, vse skupaj zdaj, ne vem, čist na pamet, ampak smo gotovo delali dobrega pol leta ali pa 3/4 leta, kar se izvedbe tiče. Predtem so seveda vsa snovanja, kot sem že omenil, od idejnih skic, začnemo z roko, mi smo še stara šola, torej misleča roka, kot podaljšek intuicije in tako naprej. Potem se stvari digitalizirajo, pa je vedno znova ta dialog. Naredili smo načrte za arhitekturo in krajinsko arhitekturo, vse znotraj ateljeja. In ta na nek način, ta hortus conclusus, pogojno rečeno, ki je z vseh strani zaprt zidovi, je bil ključen del, kot ste tudi sami omenili, te celote. Arhitekt Aleksander Ostan je pri tej prenovi sodeloval svojo življenjsko sopotnico, arhitektko Natašo Pavlin. Posvetila se je tako vrtu kot notranjosti hiše. Mi smo pa hoteli pravzaprav ta vrt, mogoče se ga lotiti malo bolj konceptualno in morda z krajinsko arhitektko, kolegico, s katero sodelujeva, Jano Kozamernik. Pravzaprav nekaj stvari odvzeti, mogoče ga malo bolj izčistiti, narediti nekak pretok od začetka, rekla od parkirišča, na začetku ob hiši preko predvrta, mimo japonskega kontemplativnega vrta, malega ribnika do igrišča za odbojko in celo pravzaprav tudi zelenjavnega vrta. Skratka, to nekako skupaj povezati v eno celoto, kjer ni nič preveč in je ravno prav. Lastnika hiše in vrta sta več let živela v tujini na različnih celinah. Gospa je prava zbiralka in nabralo se je predmetov za velik zabojnik. Pri izboru in postavitvi teh spominov je imela pomembno vlogo arhitektka Pavlinova. Meni se zdi zelo pomembno najprej, da poslušamo zgodbe. Da znamo na začetku poslušati
naročnika z njegovo zgodbo, ki je seveda od nekje prenešena. In ena od teh zgodb so potovanja in vsi te predmeti, ki so bili od nekod prinešeni iz Azije, Južne Amerike, od povsod pravzaprav. V japonskem vrtu je vse podrejeno simboliki, zato si ga na naši celini le redko kdo upa urediti. Gospa Andreja Vodopivec je pred nekaj leti ustvarila peščeni vrt po vzoru japonskega vrta. Začelo se je čisto s tem, da smo recimo poskušali imeti travo, pa se je izkazalo, da so v tisti konc zmetali gradbenik z skale in ta trava ni uspevala. Veliko stvari ni uspevala, ker ni bila v redu zemlje. In potem sem imela izbiro, ali zalivam vsak dan, ali pa če se nekaj odločam, da bo v redu. In že tako sem prišla na idejo, zakaj ne bi dala tam peska, recimo, pesek. Ker res nisem imela nobenega pravega koncepta. Jaz sem zelo intuitivno, tako spontano delala. Pa všeč mi je, bom rekla, narava, pa preprostost. In to se mi zdi, da je, pa najdeš v japonskem vrtu. Andrejin vrt je torej sestavljen iz več delov. Japonski je le eden od njih. Njen nemirni ustvarjalni duh jo že vodi k naslednjim vizijam. Moraš ostati v tej preprostosti, ne? Ampak ja, je prostor. Za domišljijo se mi zdi v takem vrtu. Vrt, ki stremi k naravi, ne more obstajati brez vodnega motiva. Kakorkoli je že oblikovan, voda je kot magnet, privlači ljudi in živali. Takrat, ko smo začeli hišo delati, smo bili še v Ameriki in sem si že tam folijo kupila, ker takrat, če ni bilo pri nas, sem se preselila s folijo v kovčku, a ne za vrt. In če smo prišli sem, sva sinom začela kopati in to je bila prva stvar, drevesa posaditi, pa ribnik sva skopala in naredila. Ta ribnik mi je toliko pomenil, jaz sem imela pol mizo takrat ob oknu in zjutraj sem vstala, popila kavo in sem mislila, da je vsaj 15 minut strmela v to vodo in sem se pomirila. Mislim, to je bil začetek mojega dneva, ta voda, ki je tekla. Ja, ko sem se potepala po svetu, me je najbolj prevzelo recimo v Aziji ta njihova estetika, ko gledaš, kaj posod imajo lokvanje in potem na lokvanjih so žabice, sedijo in v bistvu žabice in oni tudi radi te kipce delajo. Ker žabice njim pomenijo dobrodošel doma in jaz sem imela pol kar malo čas težav, ko sem se vrnila domov in sem se te žabice nastavila, ker sem si tako rekla, da sem dobrodošla. Pri urejanju novega vrta sodelujoči niso pozabili niti na umetnost. Obiskovalec ne more spregledati številnih umetniških del in artefaktov iz daljnih dežel. Ja, pri snovanju tega vrta smo bili izjemno pozorni na predmete, na kipce. Smo jih hoteli na vsak način vkomponirati v vrt na različne pozicije. Predvsem v vedute ob zaključku poti, vedute, ki se vidijo skozi okna. Tako da je tudi kar nekaj kipov, ki imajo svoje določeno mesto. Ja, ob vhodu v vrt imamo najprej Lujota Vodopivca en akt, njegovo zelo zgodno delo, no potem gremo pa naprej, se pa tam skoraj pase njegov konj. To je verjetno najlepša stvar na tem vrtu. Umestili smo tudi afriško keramiko, tam imamo celo serijo. To so bila vrata afriškega zdravilca. In smo želeli, da so nekje tako umeščena, lepo jih je lepo umestila na vrata. To je sigurno lep kos. Tak lep kos, ta kredenca je Šrilanka, je tudi že zelo stara. Keramike imamo precej stare. Imamo za mizo imamo eno posteljo od afriškega poglavarja. No, na eni strani spet afriške stole, na drugi pa šrilanško zofo. Tako da je precej mešano. Že kratek sprehod po tem vrtu in skodelica čaja v steklenem prostoru, ki povezuje hišo z vrtom, bosta obiskovalca prepričala, da sta arhitekta Aleksander Ostan in Nataša Pavlin svoje delo izvrstno opravila.
V nadaljevanju si bomo ogledali stanovanje, v katerem je lastnik osrednji del ambienta rezerviral za jeklenega konjička in izvedeli, s kakšnimi barvami se lotiti pleskanja. Pleskanja stanovanja se navadno lotimo na vsakih nekaj let. Včasih zato, ker si želimo spremembe, če pa imamo doma majhne otroke ali hišne ljubljenčke, pa je pleskanje pravzaprav nujno. Strokovnjaka smo povprašali, kakšne barve naj uporabimo in kako z njimi poskrbimo, da je naš dom spet čist in lep. Pomlad je čas za pleskanje notranjih prostorov, predvsem zaradi tega, ker toplo vreme omogoča temeljitejše zračenje. Seveda, čez zimo se je ponekod nabralo nekaj zidne plesni. Gospod Iztok, zanima me, zakaj pride do tega pojava zidne plesni? Do pojava zidne plesni prvenstveno prihaja zaradi povečane zračne vlage v notranjih prostorih. Pojav plesni je zelo odvisen od nepravilnega režima ogrevanja, od nepravilne konstrukcijske zasnove samega objekta in pa od nezračenja notranjih prostorov. Vse to rezultira na pojav plesni na določenih delih notranjih zidnih površin. Plesen pa seveda negativno vpliva na zdravje ljudi, predvsem otrok. Kako lahko saniramo plesen? V stanovanjskem objektu, kjer se sedaj nahajamo, smo v kletnih prostorih sanirali plesen. In sicer tehnologija je večfazna. Najprej operemo oziroma mehansko odstranimo plesen, počakamo, da se zidna površina posuši, namažemo, pošpricamo ali kako drugače nanesemo algicid plus, razredčen z vodo, počakamo 8 do 12 ur, da algicid začne delovati in uniči plesen. Po 8 do 12 urah, ko je algicid posušen na zidni površini, premažemo zidne površine dvakrat z Jupol citrom, ki je fungicidno zaščiten in preprečuje razvoj plesni v teh prostorih, kjer smo jo sanirali. Tako smo sanirali sedaj plesen v teh kletnih prostorih. Seveda, če pa želimo dolgotrajno rešiti problem plesni v tem objektu, pa moramo eliminirati vzrok. Vzrok pa je stalna izolacija, režim ogrevanja ali samo prezračevanje. Kako pa je z drugimi trdovratnimi madeži zaradi kave, vina, olja, mogoče kakšnih otroških prstov po stenah ali pa od domačih živali? Zakaj se teh madežev tako zelo težko znebimo? Pobarvamo, potem pa se spet kasneje na novo pojavijo. Problem so predvsem madeži, kateri vsebujejo substance, ki migrirajo pri barvanju na samo površino in se tudi razširijo. Za ta problem imamo poseben proizvod, Jupol blok, ki ima posebno inovativno sestavo, ki preprečuje ravno tole migracijo teh substanc na samo površino in jih blokira. In kakšen je postopek te blokade madeža? Tukaj imamo 3 korake. Najprej nanesemo osnovni premaz, Jupol primer mešan z vodo 1:1 ali pa Jupol gold. Kasneje nanesemo Jupol blok v 2 do 3 nanosih, pri čemer lahko nanesemo v beli barvi ali v pastelni barvi. Tretji korak je tisti neobvezen in sicer, če želimo močno barvno nianso, tukaj nanesemo Jupol gold ali Jupol briljant. Kakšno barvo pa priporočate za bolj izpostavljene stene, kot so recimo nad kuhinjskim pultom, na stopnišču, hodniku in podobno? Za ta namen smo v Jubo razvili posebno inovativni proizvod, ki se imenuje Jupol strong. Jupol strong je namenjen dekorativni zaščiti notranjih zidnih površin, predvsem na delih, kjer so zelo obremenjene na mehanske poškodbe ali če jih želimo velikokrat brisati z čistilnimi sredstvi. Jupol strong je barva, ki ima 5-letno garancijo na nesprejemljivost barvnega filma, zato ga tudi priporočamo na delih, kjer na primer prihaja do povečane zračne vlage in veliko brisanja zidnih površin, to so na primer tudi kopalnice. Se pravi, če zid, ki je premazan s to barvo, poškropimo potem z vinom, razmažemo, z umazanimi čevlji, se ta madež potem ne razmaže. Jupol strong odlikuje 10-krat večja pralnost, kar pomeni, da ti madeži ne penetrirajo barvni film in ga enostavno odstranimo z vodo in pa z normalnimi čistilnimi gobicami, tudi z hrapavim delom. Barvo odlikuje 5-letna garancija na nesprejemljivost barvnega filma. To pomeni, da je zelo odporna na mehanične obremenitve in na samo pralnost tudi z normalnimi čistilnimi sredstvi, s katerimi peremo posodo. Se pravi, če bi malo močnejš podrgnil, ne bi tega filma dol spravil? Ne bi. Definitivno ne bi, zaradi tega, ker je film izredno trd. Je ta barva potem primerna tudi za stene, ki se recimo neposredno dotikajo postelje?
Ta barva je idealna, kar se tiče pralnosti, vendar, če hočemo občutek topline, potrebujemo poseben sistem, ki se imenuje termosistem in je sestavljen iz Jubolin terma in Jupol terma. Prvi material je kit, ki se nanese dvakrat in sicer v debelini 1 do 3 mm. Kasneje se pa nanese barva Jupol termo, tudi dvakrat. Oba materijala imata posebna votla polnila, ki povečujete toplotno izolativnost. To je tisti občutek topline, ki ga dobimo, ko potipamo steno. Se pravi, če bi se jaz zdaj dotaknil stene, na kateri je ta sistem termo in neke druge, na kateri tega sistema ni, bi dejansko čutil neko razliko? Občutili bi zelo veliko razliko. Občutili bi tudi razliko, če bi potipali les, za katerega pravimo, da je zelo topel material, in naš sistem termo je razlika v prid sistema termo. Res, se pravi, ste ukanili naravo. Tako. Kaj pa stene močnih barvnih odtenkov, ki se jih skozi čas naveličamo? Kako pa lahko te stene prepričamo, da ponovno postanejo bele? To jih lahko prepričamo z Jupol briljantom. Jupol briljant izredne pokrivnosti in izredne beline. Enkratni premaz pokrije ta intenzivni ton v nulo. Enkrat samkrat? Enkrat samkrat. Sliši se briljantno. Lastnik stanovanja, ki vam ga bomo pokazali, si je zaželel ustvariti dom najpreprosteje, kot je le mogoče, brez posojil in brez najemnine. Ozrl se je naokrog in iz obstoječe očetove garaže in drvarnice ustvaril presenetljivo domovanje. Ni redkost, da obiščemo stanovanje ali hišo, v kateri je načrtovan in lepo smišljen tudi prostor za hišnega štirinožca. Tokrat pa smo obiskali hišo Roka Jurce, ki je osrednji prostor v prenovljeni hiši rezerviral za svoj priljubljeni štirikolesnik. Gre za avto znamke Trabant, ki ga je sam v celoti prenovil, je tudi v voznem stanju in je dobil mesto v dnevnem prostoru. Dom Roka Jurce meri slabih 55 kvadratnih metrov. Rok ne mara mej in omejitev. Zato se je tudi izognil kreditu in si omislil dom na dvorišču hiše svojih staršev, tam, kjer sta bili včasih drvarnica in garaža. Dom za zapriseženega športnika pomeni čim več svetlobe in seveda dovolj prostora za športne rekvizite. Poleg deske za surfanje in gorskega kolesa je v prostoru, ki deluje kot celota, parkiran tudi njegov priljubljeni avto Trabant, ikona nekdanje vzhodne Nemčije. Avto Trabant, ikona vzhodne Nemčije, je sredi vaše dnevne sobe. Zakaj ste se odločili, da ga postavite prav sem v hišo? Ja, ideja je bila že v samem štartu, glede na to, da je bila hiša pritlična. Poleg tega je bila moja želja že od otroštva, da si avto zapeljem v dnevno sobo, spalnico. Tokrat sem to lahko združil in nastala je neka skupna energija stanovanja in avtomobila, v kateri se dobro počutim. Avto je v voznem stanju. Pred parimi leti temu ni bilo tako. Bil je obsojen praktično na propad. Vložil sem ogromno neke energije, da sem ga spravil spet v to stanje in je v poletnih mesecih redno vožen. Z njim planiram tudi neke daljše poti. Ob koncu leta sem si zamislil iti v Berlin. Kaj pa recimo vaši gostje, ko pridejo k vam? Kako se odzivajo, ko vidijo, da imate avto sredi dnevne sobe? Ja, najprej obstojijo, potem je wow, sledi zakaj. To je največkrat prva reakcija gostov. Premišljen interjer, v katerem vsak kotiček pove svojo zgodbo, si je Rok Jurca zamislil sam, brez strokovne pomoči. Od nasvetov arhitekta je upošteval le enega, ta pa se je, kot pravi, izkazal za zelo dobrega. Držal se je kombinacije 3 barv, bele, sive in barve lesa. Tega pravila ni upošteval le v kuhinji, ki ga je poiskala kar sama. Če bi me nekdo vprašal, kakšne barve kuhinjo boš imel, bi rekel belo. Pa če bi mi rekel rdečo, bi ga vprašal po zdravju. Tako da ja, kuhinja je nekako našla mene in mislim, da se odlično upada s prostorom in je nek svoj prostor, kjer oddaja svojo energijo. Zanimivo je tudi recimo, da ste pralni stroj, ki ga ima večina Slovencev v kopalnici,
postavili v kuhinjo, kot je navada pri naših sosedih Italijanih. Zakaj ta sprememba? Spet je bil nek splet okoliščin. Kopalnica je relativno majhna, nisem jo želel zapolniti s pralnim strojem, ki ni nek lep kos garderobe. Po drugi strani pa je bila kuhinja razstavni eksponat in je manjkal element, katerega je bilo treba nadomestiti. In nekako eno z drugim je privedlo do tega, da je pralni stroj pristal v kuhinji. Bi zase rekli, recimo, da hitro veste, kaj vam je všeč? Ja, včasih celo prehitro. Recimo za kavč sem se usedel, pregledal mere, počakal še ceno in se odločil. Za kuhinjo je trajalo malce dlje, nekih 15 minut, tako da stvari hitro vidim, vem, kaj iščem, nekako vem, kaj mi je všeč, pa gre stvar lahko zelo hitro. Pri ustvarjanju doma je Rok največ energije in časa namenil temu, kako v stanovanje pripeljati čim več svetlobe. Zato se je precej dolgo ukvarjal z izbiro pravih oken. Prostor je relativno majhen in zato je še toliko bolj pomembno, da svetloba vhaja v sam prostor, ne glede na čas dneva, tako zjutraj kot zvečer, in da dobim tisto popoldansko toplo sonce v prostor, ki da tisto pravo energijo v stanovanju. Tukaj smo porabili kar nekaj miselnega procesa, da smo naštudirali vse te okna. Recimo v kopalnici je okno, ki je praktično nevidno, svetloba prihaja od zgoraj, oken pa od spodaj praktično ni videti. Zato je občutek veliko boljši. Želel sem tudi imeti panoramsko steno. Zaradi že izgrajene garaže je bilo treba to malo prilagoditi. To smo nekako prilagodili na ta način, da smo celotno panoramsko steno postavili pred samo hišo in tako daje občutek enotnosti. Hišo od zunanje strani poveča, obenem pa omogoča svetlobi, da nemoteno prehaja v prostor. Se pravi, mi lahko rečemo, da so v bistvu okna in ta panoramska stena v taka pomembnejša elementa v vašem stanovanju. So bile recimo zaradi tega mogoče večji finančni strošek? Definitivno so bila večji, oziroma lahko rečem največji finančni zalogaj, ker sem tudi izbral sam aluminij za okvir. Stekla na panoramski steni so kaljena, da nudijo boljšo zaščito pred zunanjimi vplivi in pa boljšo termoprevodnost. Rokovo stanovanje je po kvadraturi ostalo v mejah nekdanje drvarnice in garaže. Dodal je le prostor za kopalnico. Čeprav je želel čim manj posegati v zunanji prostor, se je z novim domom približal sosedovi ograji. To ga je napeljalo k inovativni rešitvi leseni steni v spalnici. Zgrajena je iz ročno tesanih, več desetletij starih brun, ki pa v celoti povezujejo spalnico s kopalnico. Tako da je tudi sama tuš kabina v bistvu nekako lesena. Ta stena omogoča nek naraven prehod zraka in je zato prostor izredno zračen. Po drugi strani pa daje neko toplino lesa, v kateri se človek dobro počuti. Stanovanje je moderno zasnovano, a ima po besedah našega gostitelja tudi nekaj kosov z dušo, ki zato mogoče tudi toliko bolj izstopajo. Takšna je na primer emajlirana luč v kuhinji, stara več kot 70 let, ali pa puška. Danes je to spomin, nekoč pa je z njo lovil njegov stari oče. Potem je tukaj lestev, nekako se je bilo treba utreti pot v zgornji prostor. Nekako se nisem odločil za stopnice, ker bi prostor zaprli. Najbližja rešitev je bila stopiti k sosedu, vprašati, če ima lestev, in če je vrsto desetletij služila na kmetiji, lahko služi zdaj naprej tudi pri meni. Tako da tudi same luči, recimo luč za nama je izdelek mojega brata, nastala je iz okvarjenega BMW-ovega motorja, ki je bil spet namenjen za odpad. Po drugi strani pa stvar lahko dobi spet nov namen in oddaja svetlobo še naprej.
Roka Jurco je prenova prostora stala približno 30 000 evrov. K temu pa ne prišteva vsega truda in dela, ki ga je opravil sam in s pomočjo brata, očeta in prijateljev. Z doseženim je zadovoljen, saj si je ustvaril dom, ki oddaja toploto, svetlobo in pozitivno energijo, torej tisto, kar mu tudi največ pomeni. Saj veste, še več vsebin pa na spletni strani www.tvambienti.si. Imajte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali kraško hišo z burjačem in prenovljeno stanovanje opremljeno s smetmi, ki so jih oblikovalci predelali v unikatne kose pohištva in dekorja.